Odločila sem se, da bom danes naredila eno sladico. Zelo preprosta je, pa noro dobra. Dodam nalepkico, Ivina lepotilnica. Meni so vedno všeč kakšni taki kosi, ki malo stopajo. Takole izgleda, ful v bistvu tudi estetska sladica, pa res hitro narejena, pa obljubim, da ful dobra. Drage moje in dragi moji, ojla, evo, midva sva zdajle tukaj trenutno na Savi. Prišla sva se malo posončati, pa malo zrelaksirati. Ful je dober prav v naravi biti, tišina, pa sam tako ptiče petje. Ful paše. Tako da danes vas čaka en vlog. Se je kar precej dogajalo, od pakiranja skodelic do kuhanja, eno sladico smo skuhale, pa lazanjo in tako naprej. Tako da sem zdaj tele dneve strnila in jih boš videla, kako jih torej jaz in Rale preživljava. Tako da, če te takšen vlog zanima, pa glej naprej. Prišla sva v naravo, malo se zrelaksirati in odpočiti, zdaj pa izziv pride tukaj čez, brez da meni rata padati v tole reko. Noč držite vesti. A misliš, da je bolj, da hodim po obeh ali sam po eni? Probi, kako ti je lažje. Jo, jaz bom tako padla. Sem kar zateči, tja. Ja, dej. To bo pa prav fail. Čeprav ta je bolj trdna. Pej hiter. Bravo. Jaz grem pa kar takole. Tukaj greš. A je mrzla? Ej, da vam nekaj pokažem. Cel čas sem mislila, da je tam dol brisača, pa da nekdo leži. V bistvu je pa kamen toliko porisan. Od zgoraj je izgledalo, kot da bi bila brisača. Ej, ful lepo. A ni dobro narejeno? Sploh nisem dovedel. Ja, toliko je nekako ulit, kot da bi bil obvit v eno odejo. V glavnem, ful je mirno. Mene voda itak ful sprošča. Tako da, najina destinacija bo tukajle. Jaz sem vzela še dekco, pa neke priboljške. A slišite to? Ptičje petje. Prav pomirja me. Drugače sem pa vzela tudi eno knjigo, ti pokažem, kaj berem. In sicer Onkraj Marsa in Venere. Gre se za odnose moški-ženska. Obstaja tudi prva verzija te knjige, ženske so z Venere, moški so z Marsa. Jaz ti sicer nisem prebrala, ker je bila napisana že kar nekaj časa nazaj. In tudi v tej knjigi opisuje, da so se pač stvari spremenile. In v bistvu, kako lahko bolj razumeš ti svojega partnerja oziroma fanta in kako on bolj tebe, kaj on rab, kaj mi rabimo in kje se potem krešnemo, če se skregamo. Tako da bo definitivno ful zanimivo prebrati, da se malo bolj spoznam sebe in tudi moške. Evo, zraven pa, kot rečeno, tukaj noter imava brovnice, voda, suho sadje, tele noter so še suhe slive, pa sva vzela dekco, pa noro happy sem, ker sem vzela še eno majčko oziroma brez naramnic, ker mi ful vroče že ratuje, tako da tole je zame zdajle popolno. Rale se bo šel pa očitno kar kopati norc. Presežem, da je toliko mrzla. Dala sem tako za 5 sekund daš noge noter in te začnejo boleti. Koliko si rekel, da ima 9 stopinj? Moja, tako nekje. Rale ustvarja bite, tako da nastajajo nove glasbene podlage, medtem ko jaz pa pakiram šalčkice, čiste me presenetile z odzivom, tako da v bistvu vse šalčke najprej zavarujem v tako folijo, da res varno pridejo do vas oziroma na cilj. Tako da vzamem škarje in najprej sem že odmerila, koliko mora biti približno, da uvije celo šalčko. Odrežem tole eno plast tele zaščitne folije. Vzamem novo šalčko, poiščem sam, da je ta prava. Evo, tale je lepotica, medtem ko tukaj so lepotec, tako da je treba potem preveriti, da res prava pride k vsakmu. Jo dam takole na začetek tele zaščitne folije, obvijam, evo, cak. Dam selotejp z zgornje in spodnje strani, tako da je res dobro zavarovana. In ko je to finiš, vzamem še evo tukajle novo škatlo, jo najprej sestavim. To zatlačam noter, evo, in zdaj je čisto zavarovana. Zdaj pa se lotam še škatle.
Imamo škatlo, šalčka noter, zaprem še ta del, dodam nalepkico Evina lepotilnica, tako da veste, da je vsaka čist frišna in voila, paketek oziroma tale karton šalčka je ready, da gre na pot. Ojla, evo, čakava na dostavo hrane. Tam, kjer sem midva doma, ta aplikacija, prek katere jaz naročam, ne dostavlja, tako da se znajdeva in prideva na pol poti. Vrečko nadaleč odloži, midva jo pobereva, tako da vse res brez kontakta. Upam pa, da bo čim prej, ker sva oba že ful lačna. Ura je zdajle 3:30 oziroma 3:45, pa sploh še nisva jedla kosila, tako da nama že ful krul. Rale naročil nek divjačinski golaž, jaz njoke z gamberi, tako da upam, da bo dober prek kratofila. Drugač pa ful lepo vreme, uživam na sončku, čista pa mlad, tako da ni nam hudga. Ful je dober, so nama dostavili, tako da so danes bolj na oči. Drugač pa kar se šalčk tiče, drage moje, motor, razprodane so, vse so šle, odziv me je ful presenetil in sem res vesela, da me je toliko všeč, da obožujete ta dizajn tako zelo kot jaz. Tako da ja, evo, zdaj jih ni več na voljo, s tem, da so pa naročila še vedno odprta, tako da jih normalno sprejemam naprej, ker bom itak naročila novo zalogo. Si v bistvu s tem zagotoviš, če naročilo normalno oddaš, da boš med prvimi, ki bom poslala, ko dobim pač novo pošiljko. Tako da res hvala. Ena taka lepa misel zjutraj, pa res ena taka lepa kavica za zjutraj, ko se zbudimo. Zdaj vam pa jaz malo na off, končno. Ponovadi se skozi ženam in ja, pa še takole nič ne delati. In po dolgem času berem eno revijo, gledam malo pomladne in poletne modne trende. Čak ti pokažem. Prevladuje taka marelična pa rožnata barva, pa vidim, da bo tudi veliko modrih oblačil. Ful pogrešam shopping in videti vse te trende v živo, tako da nekako si takole lajšam ta čas in je v bistvu ful zanimivo videti, kaj se bo nosil. Tako da evo, to so barve na tej strani. Pa če gremo naprej, vidimo take v bistvu, kako bi rekla, zelo vzorčaste obleke. Meni to ni toliko všeč, moram reči, tako da sem pa tja kakšna, ampak nekako preveč mi je, preveč ta grandma stil. Tule je že lepš, bela eleganca, tako preprosto, čisto, bela itak ne gre nikoli z mode. Pa imamo tlele nakit. Aha, pa letos bojo moderne tudi pike. Pa črte. Meni so vedno všeč kakšni taki kosi, ki malo izstopajo. Se pravi, jaz imam vedno rada spodi ali pa zgori neko nevtralno majčko ali pa hlače, pa nek tak dodatek, da zažiga, da naredi tisti outfit popoln. Tako da mi je všeč, da bojo črte pa pike letos in ker imamo v bistvu še dost iz lanskega leta takih kosov. Poglej, kakšno lepo pojedino imam. Jagode, 2 rogljička, ene z marmelado, druge s čokolado, pa tukaj le noter v lepotici, šalčki lepotici kavica. Pa še ena stvar, da ne pozabim, prejle sem se slišala z mojim tiskarjem in naročila novo zalogo. Že ta teden pride, to je nekak prednost, da sodelujejo s slovenskimi stvarjalci, ki se lahko slišite vse skupaj ful hitrej, tako da podpira slovensko gospodarstvo in slovenske nekako stvarjalce, pa še hitro vse poteka. Tako da skodelice bodo pri meni do konca tega tedna, zdaj, ko ti to gledaš, so verjetno že pri meni, oziroma sigurno so, ker tak je dogovor, tako da lahko normalno naročiš na evinalepotilnica.si, vsem pa pohit, ker res hiter grejo, pa da ne boš tudi tokrat ostala brez svoje. Tam jo najdeš, tako lepotica kot lepotac kot skupaj set. Evo, to je to. Jaz grem pa zdaj res uživati, se malo posladkati z jagodami, pa se javim še palke kasneje. Odločila sem se, da bom danes naredila eno sladico, zelo preprosta je pa noro dobra in vse, kar v bistvu rabiš, je puding. Jaz sem vzela tega le premium, ker ima malo bolj tak bogat čokoladen okus. Potem rabiš jagode, mleko, smetano, jaz sem vzela kar tole, ki je že narejena, se pravi v tubici, in kekse, te bova dali na dno kozarčka. Tole slaščico pa bom poimenovala sladke sanje v kozarcu. Jaz vse slaščice, ki jih delam, ful rada poimenujem. Evo, tukaj pa sem dala že mleko na štedilnik, ker bova najprej naredila puding. Ta čas, dokler ne zavre, pa bom narezala jagode na take, kako bi rekla, rezine, ker bo to potem sledil gor na vrh kozarca. Najprej sem zdaj dala piškote nekje na
1/6. Zdaj, mogoče bi jih lahko še malo bolj zdrobila, si lahko malo bolj močna pri drobljenju, ali si pa pomaga s kuhalnico, tako kaj imam jaz zdajle. To je torej en kozarček, bom pa napolnila še tegale. V bistvu sem naredila kar 3 te lončke, ker mislim, da bo pudinga še celo malo ostal, ne vem, če ne bi še celo četrtega. Ok, to je bil zdaj prvi korak. Drugi korak bo, da tole zmes zlijeva v mleko, ki bo vsak čas zavrelo. Evo, tole ulijem. Verjamem sicer, da puding znaš pripraviti, če slučajno kera ne, evo, moraš ga cel čas mešati, če ne se prime in ni fajn. Tako da ga nekje mešaš potem minuto, 2, da rata taka, kako bi rekla, puding zmes. In nadevaš s pudingom. Ni najbolj estetsko lepo, ampak obljubim, da je dober, je taka domača zadeva. Evo, zdaj pa vzemam jagode in jih dam takole na vrh pudinga. Puding se je lepo ohladil, tako da je fajn malo počakati, da ne daš ravno na vročega. Za piko na i še zadnji korak. Smetana, malo pretresaš in nafilaš do vrha tegale kozarčka. Takole zgleda, ful v bistvu tudi estetska sladica, pa res hiter narejena, pa obljubim, da ful dobra. Tako da, dober tek. Lepotica, lepotica, je ženska, ki je ljubljena in ljubi. Lepotica, lepotica, bodi to, kar si. Ali pa tista še do druga. Tukaj najlepši čas v letu. Obed, pozabila sem besedilo. Tukaj je najlepši čas v letu. Shit, ne more se Začuti sreča, ko prepušča se poletju. Naj te ritem sal se pozibava, ko pade noč na plaži, nora je zabava. Ful je čudno pet brez spremljave, pa že dolgo jo nisem pila, tako da sem kar besedilo pozabila. To poletno zna malo slabše kot tisto, ta prvo. Dajte mi zapisati, zakaj zagovorim po mikrofonu? Dajte mi zapisati, kera je vam boljša, a ta prva, lepotica, se pravi ta prva pomladna, ki je nastala, ali ta druga poletna. Lahko bi še kakšno posnela, mogoče kakšno zimsko ali pa kakšno tako balado. Med samo splošno, kar se pesmi tiče, bolj najdem v teh balkanskih baladah, bolj takih mirnih. Recimo Oliver Dragovič mi je najboljši pevec ever, žal že pokojni. A pa vi rade poslušate, evo, mi lahko še to zapišete. Cause your love just won't wait. Yeah. Ooh, baby, I love you way. Rekreacija je pomembna. Prišla sva v gozd. En tak zelo neatraktiven, skoraj nič ljudi ne srečaš, tudi sicer, ko ni tega, kar se zdaj dogaja. Toliko pa še biti na svežem zraku. Zdaj se bova malo sprehodila, pa uživala v naravi pa svežem zraku. Ko bi vi vedeli, kako sem zdajle srečna, dobila sem novo pošiljko, drugo rundo lepotici lepotcev, tako da se bova midva zdajle lotila tole spakirati. Greva nekaj pojesti, verjetno bova delala burgerje, potem pa pakirava, dokler ne bo ta zadnji paket spakiran. Drage moje, vidim, da se je nabrali že kar ogromno materijala, tako da bom jaz na tej točki vlog kar zaključila in bom snemala naprej, pa vam potem ponudim naslednji teden še rajšnjo vlogu, ker da bo tole predolgo. Midva greva zdajle itak čilirati oziroma gledati najino serijo. Začela sva gledati eno špansko serijo. V bistvu, kako se imenuje? Money Heist. Money Heist govori oziroma gre se o ropu tiskarne denarja. Ful so noter padla, je dobra, tako da bova zdajle pogledala nov del. Mislim, da ta 7. v prvi sezoni čisto naj not potegnali. Tako da lepo se mejte in se gledamo v naslednjem vlogu. Čau, čau! Ugasala si te že.
Spet narobe daljince. Tole se nama ni posrečalo, zato ker dejansko sploh nisva naštimala na televizijo še serije, oziroma jaz sem izklopila televizor iz elektrike, tako da je bil mal fail, ampak kera usoda, pržgem televizijo in se predvaja oddaja, kjer sem bila jaz gostja. Vseeno mi je, če nosiš B, čeprav sem bolj za CDE. Angleščina zame ni pogoj. Ok, da razložim, zakaj se je šlo. Imela sva neko znano pesem, ampak kontra obrnjeno. Ves tekst in besede so bile pomešane in nasprotna gosta, nasprot naju, ki sta sedela z Danielom, sta mogla uganiti, za katero pesem se gre in dejansko sta uganila. Evo, še tole sem vam pokazala, zdaj pa greva res gledati serijo in se gledamo prihodnji teden oziroma verjetno že ta teden v novem videu. Ljubčki, čau, čau! Every day, yeah. I wanna tell you I love you way every day, yeah.